Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 115. epizoda Apparatusa, o kateri sem govoril s Tajo Topolovec, ki jo sklepam, da vsi poznate iz portala Pod črto, tako da sem se malo pogovarjala pač o novinarstvu nasploh, kaj točno dela portal Pod črto, zakaj internet uničuje vse, se ne, ampak tudi malo. Naprej začnemo pa valjda kot vedno, ful hvala vsem, ki ste že podprli Apparatus in s tem pomagate, da tale podcast obstaja. Danes že spet, ne vem, 115 se meni zdi taka lepa cifra in tudi ful visoka in do te ne bi prišel brez ljudi, ki so podprli. Če bi to radi naredili, pejte na apparatus.si/podpri. Še vedno so pa na voljo pač šalce od Polone, kjer je gor na šalci nekaj narisan, ki ni nobenemu podobno. To pa lahko vidite na apparatus.si/salca. Evo, danes kratek intro, zdaj pa Taja. O ne, kaj nam je tega treba bilo? Prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Sem Taja, počnem marsikaj, predvidevam pa, da sem sem povabil zaradi tega, ker se ukvarjam v bistvu že zadnjega kar nekaj časa s projektom Pod črto, katerega soustanoviteljica sem. Gre pa v bistvu za projekt, s katerim skušamo spodbuditi nastanek in pa razvoj preiskovalnega novinarstva v Sloveniji. Valjda Pod črto se bo večino pogovarjali o teh zadevah. Tisto, kar me najprej zanima, ne, je, zakaj se ti da biti novinarka? Jaz v bistvu sploh nisem novinarka. Ok, ampak lej, ne, ok, pa se to je, ok, pa se, no, dej, kaj pa si pol? No, dej tam tako prvo vprašam, pa grem pol naprej. No, kaj pa si pol? Mislim, jaz imam to, kako ne rečem, že zelo dolgoletno razmerje z mediji, okay, ki se je po moje začelo tam enkrat pri 15 in po mojem sem si od takrat že enih 10krat rekla, to je pa zadnji medijski projekt, ki ga delam in nobenega več. Ampak potem vedno nekako pristanem v naslednjem. Tudi za Pod črto, vem, da so se z Anžetom pogovarjali čisto na začetku, ko so začele delati in pa tako, to je zdaj res zadnji medijski projekt, ki ga delam, a ne? Pri meni gre v bistvu za medij, v bistvu za fascinacijo z pripovedovanjem zgodb, s tem, da je zadeva precej kreativna in pa v bistvu s tem veseljem do reševanja problemov in mediji in kako ne nastajajo mediji in kako ne v bistvu delujejo mediji v tem svetu in kako se ne gremo novinarstvo, je pač nek problem, ki ga je treba rešiti. Torej... Ok, milo rečeno, ampak ja. Ja. Kaj pa ti misliš, da je ta problem? Pa ne, to je vem, da je pač zdaj zelo na simpel sprašujem, ne? Pa da ne greva, pač vse logreva pol mogoče malo bolj o to, ampak tako, kar rečeš, jaz vem, po moje vem, kaj misliš, kar rečeš, da je to problem, ki ga je treba rešiti, ampak kako bi to razložila nekomu? A veš, kaj se je zgodilo, da je to zdaj problem? Ker sklepam, da na eni točki ni bil to problem, je bilo pač ste približno vedeli, kaj je novinarstvo in kako mora potekati. Ja, mislim, gotovo so obstajali ti zlati časi medijev in zlati časi novinarstva, ker so bili pač mediji dober biznis, mislim, to... pač treba je bilo vedeti, da takrat, dokler so bili mediji dober biznis, je lahko tudi novinarstvo v njih nekako živelo. Ne? Konec koncev se niso prodali samo kot nek kos papirja, ampak so morali imeti tudi vsebino. Ne? Kaj se je zgodilo z mediji? Pač mediji so zanimivi v tem smislu, da so ena taka zelo kompleksna živalno, ki ima, ki ima neke čudne dodatke na glavi, tipalke, vse smeriva. In gotovo ena izmed pomembnih stvari, ki se jim je zgodila, kar se je zgodilo v bistvu v večini industrije, pač digitalizacija in to, da so jim dejansko uporabniki pobegnili z kanalov, ki so jih imeli že vzpostavljene. In na nek način je pač vzpon digitalizacije, pojav interneta osvobodil ene rečemo temu, kreativne potencijale, ki jih prej ni bilo mogoče izraziti. Torej zato, ker so se pač vstopne točke znižale, ker ti več nisi rabil, ne vem, založnika ali pa nekega zelo dragega kanala za to, da bi svoje vsebine spravil do svojih bralcev. Po drugi strani pa so v bistvu vsi te sistemi, ki so živeli od tega, da prodajajo svoj kanal in dostop do bralcev, na eni strani pač bralcem samim, na drugi strani pa oglaševalcem v primeru medijev, so pač se znašli v eni veliki luknji, v katero so začeli počasi toniti, nekaj časa so se še delali, da se jim to ne dogaja, potem pa je pač zadeva postala vedno bolj problematična. To bi bilo tako zelo laično, zdaj razloženo. No, okay, ampak koliko bi pa ti pa razlike naredila pač med, a veš, pač čisto različnimi oblikami medijev. A veš, kot jaz vidim, ne, TV-ja se zaenkrat to v bistvu sploh še ni toliko dotaknil, pa vsi vemo, da to prehaja, ampak ok, načeloma se ga še ni toliko dotaknil. Tudi ta digitalizacija, ne,
nekako TV je še zmeraj mal izuzeti iz vsega tega. Pa so pa v bistvu samo še cajtangi, ne v končni fazi. Pa tudi pri cajtangih se zdaj tako kaže, da v bistvu, saj meni tako zgleda, da najbolj nasrka dnevno časopisje. Da tam se je največ stran vzel, kar se tiče, tudi kar so oni počeli, to je internet nadomestil, na tak ali pa na drugačen način. A imaš ti tudi ta občutek? Ne, res tako, iskreno me zanima. Mene zmeraj moti, ko se govori o medijih, kot da je to neka taka homogena gmota, kjer zdaj so pa vsi najebe zaradi interneta, ampak niso vsi isto. Mogoče res vsi so, ampak saj ne v isti meri. Imaš kakšen občutek, kaj je bolj nasrka ali pa kaj ne ali ne? A misliš, da je vse tako, kot si prej rekla, da se je sprostilo, tam je bilo luknja in zdaj se tone? Ja, mislim, vse kot rečeno, to je bila ena zelo simplificirana razlaga, ki upošteva samo en vidik. Ampak zdaj televizija, naprimer, je tu nekaj drugačnega, ker televizija še vedno nagovarja tega zelo oportunističnega gledalca, ki se hoče usesti na svoj kavč v svoji dnevni sobi, prižgati televizijo in v bistvu se nekaj zgodi. Ne rabi pretirano razmišljati in zadeve so bolj ali manj zabavne in potem je še nekaj resnih vsebin. Medtem ko časopis že v osnovi v bistvu nagovarja neko drugo bralstvo in tudi zahteva od tebe nek večji, rečemo temu, angažma v smislu in percepcije in razmisleka in tega, da in konec koncev pač časopis, dnevni časopis, ki prihaja k tebi zjutraj, zato da boš ga ti prebral v prvi kavi, to smo nehali početi. In časopis, ki ga ti potem vzameš iz tega istega nabiralnika zvečer, ko prideš nazaj svoje službe, če delaš v tem sistemu, ker imaš službo, ki traja do 4 in potem prejš domov in bereš časopis. Nekako padel je ven iz družbene funkcije, ki jo je imel. Po drugi strani pa seveda, kot rečeno, pač časopis je bil zelo dolgo časa edini nosilec določenih vsebin, ki se jih zdaj da dobiti, brati, pisati tudi drugje. Craigslist, če ne zdruzga. Ja, ampak se to so vsi ful norca delajo, to je zdaj že skoraj pozabljena zgodba. Ampak to je dejansko pozabljena zgodba. Časopis ni bil nikoli samo novinarstvo, časopis ni bil nikoli samo novičarska vsebina, časopis je bil vedno tudi osmrtnice, na katerih si lahko preveril, koliko izmed ljudi, ki jih poznaš, še živih, križanka, ki jo hočeš reševati vsak teden, to, da lahko pogledaš male oglase, to so vse sestavni elementi časopisa. In vse stvari so denar prenašale, ne? Ja. Nikoli ni šlo za to, da to, kar se mnogokrat misli, mi smo direktno prodali vsebino in zdaj bralci za vsebino niso pripravljeni več plačati. Ja, res so. Ampak glih to, obstajajo dejansko kakšni cajtangi, ki so točno to počeli, ampak ker redki so se oprli tej izkušnjavi. Tako kot si prej rekla, kaj je bil to res dober biznis, redki so se oprli temu, da takrat ne bi probali služiti in od bralca, in od advertisinga, in še od malih oglasov in podobnega. In pa kar naenkrat, ko si imel pa ti, ko se temu reče diversified income stream, ali kaj je že to, te duši speak startupovski, je to res težko bilo ne zaslužiti, pa je pa internet prišel. Ja, pa tudi ne vem, naprimer v zlatih časih oglaševanja v tiskanih medijih, naprimer so vsi mediji začeli delati priloge in priloge so bile tiste, ki so prodale časopise in priloge so bile tiste, kjer se je oglasni prostor prodal oglaševalcem. Tako da to je bil en ogromen sistem, ob tem, da moramo seveda vedeti, da vsaka resna medijska hiša ima zraven še kupenih side biznisov za to, da lahko deluje in da je lahko delovala in konec koncev tudi to, česar pa večinoma, o čemer večinoma novinarji ne radi razpravljajo, da pač so vsi res veliki, resni mediji rasli in cveteli na tem, da so imeli zadaj rumen časopis, ki jih je finančno podpiral. Tako da, to je ta biznis model klasičnega časopisa je zelo, kako rečem, kompleksen. Ja. No, ampak gledaj, pa te tebe osebno vprašam, koliko si ti pač cinična v smislu, a misliš, da je to, tako, ker pač neki stalna tabloidu, ne bomo ga omenili, Slovenske novice, pač, recimo, koliko je to, a misliš, da je tam na eni točki na začetku bil premislek, le bomo s tem financirali ta resen del, pa je bil vzgib še zmeraj ta resen del, a veš, kaj hočemo vprašati, ali misliš, da je to pač, da je bilo mogoče vsaj na začetku tako, pa je pol ratal, tako da zdaj se več da s tistim služiti, pa da imamo to fura, bolj rumeno,
Ali se je šlo res, to je firma, en je Excel odprl, rabimo denar, čisto vse en mi je za novinarstvo, samo da imamo biti pozitivni. Koliko si ti klej, ampak res, zdaj to je tvoje osebno mnenje, da ne bo zgledal, da ful teoretizirava, res me zanima, zaradi tega, zakaj pol počrto, pa vse te zadeve, zaradi tega te to sprašujem. A ti osebno, koliko si ti cinična glede tega? Jaz ne bi rekla, da sem cinična, jaz bi rekla, da sem realistična glede tega. No, pa kaj misliš? Jaz sem videla dovolj tega medijskega biznisa od notri, da vem, kako se te stvari delajo. In ja, ni tako, da ko se pač katerikoli biznis se dela na neki ravni, se ga dela pač zelo racionalno in ne ravno z nekimi emocionalnimi vzgibi, če res nam je mar za to vsebino. Ja. Tako da, zato se meni zdi nujno, da pač, ko govorimo o medijih, da vedno, da vemo, o čem govorimo, pač ni vsak medij novinarstvo in ne dogaja se vso novinarstvo v klasičnih medijih. In naprimer vsi te projekti, ki so nastali, vsi te, ne samo v smislu zelo novinarski projekti, ki se naprimer ukvarjajo s tem bazičnim novinarstvom, tipa preiskovalno novinarstvo, naprimer. Ampak tudi vsi eksperimenti, ki se dogajajo, ne vem, kaj se da narediti z novimi spostavitvijo v bistvu čist novih dostopov do bralcev, kaj se da narediti z mešanjem enih novih tehničnih pristopov in pa klasičnega pripovedovanja zgodbe. Kaj se da narediti na temu, naprimer temu, ker ne vem, kako v bistvu naredimo ta vmesni presek med spletnimi mediji in tem, kar je včasih delal radio, naprimer. To se mi zdi, da je pač nekako logično, da se tako kot v vseh ostalih industrijah v bistvu te eksperimenti in to, kar se da narediti novega dejansko dogaja zunaj establishmenta, zunaj teh velikih birokratsko organiziranih klasičnih organizacij, ki so v tem primeru pač tukaj časopisne hiše, naprimer, ki se jasno tudi spreminjajo, pa se prilagajajo situaciji, v kateri so se znašli, ampak pač na nek drug način. Okay, ja, ne, vse to je fair enough, se pač to zunaj dogaja, ampak koliko pa ti misliš, recimo, pa sedaj, ko imaš že saj tudi malo izkušaj, ko sta šla, pač ko sta independent ratala, ne, več ali manj, ne. Koliko pa misliš, da je ta podporni mehanizem, ki pa v velikih medijskih hišah ostal od tistih zlatih časov, ne. Zdaj sklepam, da tudi veš, kakšna je vrednost tega, koliko je nekaj stvari vlajša, ali ne. Jaz seveda mislim, ampak to čisto, veš, to je sam na to naprem poveš, no, ampak se mi zdi, da ta del doskrat se pozablja o teh debatah, novo, super eksperiment. Veš, tako se mi zdi, da se pozablja, veš, da te neke ta velike medijske hiše, pa imajo neki ljudje, v marketingu sedijo, pa v računovodstvu neki ljudje sedijo. To je dejansko dobro utečen mehanizem. Pač ima, zaradi tega, ker če hočeš ti delati produkcijo, pač potrebuješ od čist tehnološke osnove, da to lahko počneš, do tega, da v bistvu moraš imeti, če hočeš ti, naprimer, na dnevni bazi sproducirati neki izdelek, moraš imeti mu zelo dobro utečen proces, kako boš to naredil. Vse ljudi, ki točno vejo, v katerem trenutku morajo karkoli narediti, ne vem. Jaz moram reči, da še vedno čutim to malo, kaj ne rečem, rahlo pogrešanje tega, ko smo v teh začetnih časih še delali tiskane časopise in se zaključevalo v redakcijo in smo potem natisnili vse članke in delali korekture na onih nadprintanih in jih zlagali gor na tablo in bi to je pa jutrišnji časopis, ne? Ja. Tega romantičnega momenta v našem delu mogoče ni, ne? Tu sam rečeš publish v enem trenutku, ne? Pa res je samo en klik, ne? Ja. Kar je najbolj bizarno od vsega. Ampak to, da si dejansko, da lahko narediš pač toliko v bistvu obsežno vsebino v enem dnevu, toliko kompleksnih zadev, ki pridejo notri za toliko različnih virov, mi moramo tudi vedeti, da medijska hiša ima podporne mehanizme v smislu, da je, kako ne rečem, priklopljena na kup servisov, kot so Reuters, kot so APA, kot so to, da dobiš novice sveta, da dobiš fotografske materiale, da ti nekdo obdela infografike, ki jih potrebuješ, da se to vse, da se to na nek čudežni način vse sestavi v naslednjo izdajo, to je... No, ampak veš, sej ne samo izdajo, ne, tudi za naslednji post, ne. To je moja poanta, ne. Hitro se reče, zdaj imamo pa internet, pa res je pač, da barrier to entry je dosti nižji, ne. Ampak narediti lepo objavo na netu, pa da sajt funkcionira, pa da so slike ta prave, pa da je to vse podpisan, pa to, ne. To je tudi nek skill, ne. To je zdaj ena zadeva, na nek način, ampak to, te časi so že malo mimo, ko se je zdelo v bistvu, da je na spletu vse mogoče v smislu, zdaj so se vstopni pogoji toliko znižali, da vsak lahko postane svoj založnik, ne.
Mislim, mi vemo, da v redu, še vedno obstajajo, rečemo temu, dovolj poceni open source rešitve, naprimer, s katerimi ti lahko postaviš svojo stran ali pa svoj blog, ampak da boš pa ti dosegel s tem blogom občinstvo, naprimer, že to pa ni, to ni pa več enostavna zadeva. Mislim, tudi ta trg je zelo zasičen. Ja. Tudi zato, da ti sploh lahko obstajaš na spletu, pač to postavi vedno dražje bo zaradi tega, ker se tudi tu se vendar vidimo vzpostavlja cel kup, vedno več enega monopola na teh področjih. Ne. Mi nimamo dejansko, kdorkoli izmed nas dela, da trenutek medije dejansko ne poseduje več dostopa do svojih bralcev, ne, če tako pomisliš, pač koliko naših bralcev ali pa poslušalcev prihaja prek sociala. Da se rečeš na eni točki Facebook, pač, a veš, Facebook, Twitter, pač, ne. Potem je pa tu še druga zadeva, seveda, da tudi če se ti preseliš na splet in se ogneš temu, da te tisk stane, naprimer, sama produkcija vsebine v smislu tega, kaj viri, ki jih je treba najti, raziskava, ki jo je treba narediti, teren, ki ga je treba obdelati, intervjuji, ki jih je treba narediti, transkribirati, v bistvu vse to razmisliti, analitično obdelati in dobiti iz tega zgodbo, ta proces pa dejansko ostaja služba je enak. A veš, služba je to, ne? Jaz mislim, da to stran pade. V tej dobi na internetu je vse zastonj, v narekovajih, ne? Zdaj pa, pa še zmeraj nisem prišla do podčrte, pa sem to, ampak še eno stvar vam prej. Kaj pa pač kot ti, kot konzument česarkoli, ne? A veš, ti, veš, ponovadi tako, da mi, ki delamo o temu, ti res ni problem ambenega avtorskega dela plačati, ne? Ker pač veš, koliko je ozadje. Veš, tako res ti ni, saj jaz imam tak občutek, ko vidiš, koliko je enega dela kle noter, ne, neki pač, ali sam spizditi mora biti res neki ekstra razlog, ne, na netu, a veš. Me sam zanima, tako, kakšen imaš pa ti feeling, ta generacija, tako, ko so midva, recimo, ne, a veš, kaj reče, so okoli 30, pa pustimo, koliko je plus pa minus, ne, ali pa te tam mladi, koliko bo tega še nekako ostalo. Veš, te neke zavedanosti, da je dejansko treba nekaj plačati, ker vsi 60 let stari ljudje, ki kupujejo dnevnik ali pa delo, ne, ali pa večer, ne, vejo, da ga je treba plačati. To sploh ima kraj pameti ne pride, da bi ga nekje zastonj dobil, ne. Koliko misliš, da te zavednosti bo šlo stran, ali je že šlo stran? Ker se ful redko se pogovarjamo o tem, da je pač tudi na bralcih oziroma pač konzumentih, da veš to, da ta zavedanje pač mora obstajati. Až doskrat se govori, pa na netu, pa to, ki si prerekla, zgleda vse džabe, ne, pa se da, pa ful mal, da narediš, ne, ampak to je še zmeraj šiht, ne, kjerkoli novinarstvo. Ja, se ne gre konec konca samo za novinarstvo, gre tudi za, vprašanje dostopa do knjig, pa do filmov, nekako se vse zdi, da vse se da do programske opreme, vse se da skrekati, konec konca. Ja, valjda, ja. In jaz mislim, da je ravno na nas, da v bistvu začenjamo te debate in govorimo o tem, da pač kdo, če ne mi, bo te zadeve podprl, pač, ne? Če jaz želim, dobro vsebino v katerekoli obliki, ali je to knjiga, ali je to film, ali pa, neka druga zadeva, pač mislim, kako bom v bistvu podprla to, da jo uporabljam. Zdaj, jasno, vmes se razvil so se razvili dejansko ogromni community, ki delajo zadeve, ki so open source, ki imajo neko čisto drugo filozofijo, naprimer, ko jaz osebno pač zelo podpiram, ker se mi odločimo, vsi, da pač participiramo v tem in da dejansko en z drugim sodelujemo in zaradi tega je končni produkt zastonj. Konec konca, naprimer, tudi mi na Podčrto ne zaračunavamo dostopa do svojih vsebin, to je naprimer naša odločitev in filozofija za našim projektom. Sem ta odločitev je v bistvu, veš, kot pri meni na aparatusu, ki so pač podcasti, ta odločitev ni odločitev, tako pač mora biti na netu. Alternativa je pač toliko manjši doseg, ne? Ja, to je sicer res po eni strani, po drugi strani pa spet, veš, na nek način smo vseeno mi neki trendsetterji v tem smislu. Okay. Ne, v smislu pač, če se še vedno se lahko, zdaj veš, to je tako, to je tako mora biti, ne. To je tako, kot da bi, veš, si predstavljaš, da bi mi šla razvijati en produkt, pa bi se pogovarjali, pa bi rekla pismo, ampak veš kaj, jaz mislim, da bi mi morali to zastonj deliti.
In potem upati, da potem, ko bodo ljudje to nekaj časa uporabljali, to je bilo kar smešno, ne? Ko bodo nekaj časa uporabljali to, ne vem, najno žogico za ping-pong, ker se pač kar izumlja. Bodo jih vprašali, okay, kako se vam zdi zadeva, ne vem, zdaj mi razvijamo tudi tip 2 in tako dalje, a bi vi nas podprli z donacijo. Mislim, to bi bilo še kar smešno, če bi se tako lotevali biznisa, ne? Ja, ampak načeloma, povej, potem pa, no ne. Jaz mislim, da ne sme obstajati ta ideja, da pač vse, kar je na spletu, mora biti zastonj zaradi tega, ker drugače sploh nimaš tam kaj iskati. Ja, ampak veš, kaj je pa alternativa, ne? Pa zdaj pa lahko prideva tudi do tega, kar vi zdaj delate, ampak tako, jaz čisto nasplošno, veš. Mislim, kaj se tudi s tem obadam, veš, tudi tukaj pač prosim za donacije, ne? Veš, ampak je pač ta razkorak, veš, med tem, kako se je prej te stvari dojema. Jaz zdaj že spet govorim o teh, ki to pač konzumirajo, ne. Včasih sploh ni bilo, ben sploh ni razmišljal o tem, da ne bi cajtenga plačal, recimo, ne. A veš, ali pa TV-ja v končni fazi, a ne. Zdaj pa daš denar za internet, ne. Pa kar se pa na internetu dogaja, pa ni več tega zavedanja. Veš, ta del mene bolj, tako, mislim, mene ta del bolj fascinira, veš, sploh pri takih, ki so milove, ki pač to probamo nekaj početi zdaj na netu. Ta del me bolj zanima, kaj ti misliš, mislim, a misliš, da ta izobraževanje folka, da bo enkrat dojel, da se splača te stvari tudi podpirati, ne? Da je tukaj luč na koncu tunela, ne, ali je sam Iber dolg tunel, ne? Ja, mislim, zanima, ne tu, mislim, nekaj bolno optimističnega rečem. Ampak ne, pa iskreno, zato da to vprašam, što tudi zame terapija po svoje, ne? A veš, ker se imam pač na vsega dok cajta pač šanso... To je terapevtski pogovor. Ja, to je vedno terapevtski pogovor. Jaz še malo pom kavč kupu. Ja, mislim, res da. Ne, ampak tako, a si optimistična, no? Tako bom rekel, ajde. Ja. Okay. Jaz tudi, iskren, pa veš, nisem kjer dan me vprašaš, ampak ja. Mislim, jaz zdaj ne pričakujem, da se bo izkazalo, da bomo mi iz zadev, ki se niso ravno najbolj profitne, zlate jame to ustvarili, ne? Ja. Veš, zato moje prvo vprašanje, zakaj se ti to da delati, ampak povej naprej. Ampak pač jaz mislim, da gre za to, da vseeno se da najti neke načine, kako te stvari početi, oziroma mislim, vsi jih konec koncev iščemo, tudi zato, zaradi tega delamo pa jih zato, ker mislimo, da so pomembne. To je, mislim, kar je po mojem foliziji odgovor tukaj, ker če ne bi mislili, da so, no, edino, če ti delaš to zaradi terapije. Mi ne. Ne, pa to, ampak veš, to, vem, ta moment je meni važen, ne, veš, ker jaz tudi to, kar delam, ne, jaz zato delam aparatu, zato sem na Mladin, zato sem na RŠ-u bil, zdaj sem čisto malo tam, ampak veš, to zato, ker so pomembne, veš, ta vzgib je, tako kot si prej rekla, oziroma kot je rekel moj kolega Jure Trampuš, ne, je rekel, že moraš biti novinar, ne pričakuj denarja, ne, več ali manj, ne. Veš, ampak je to pač v teh časih, ne, jaz ne, pa nočem na to patetično izpade, v smislu, da smo mi neki white knighti, ki, veš, se neki boriš, ampak smo malo pacienti, ne. Ja, to je gotovo res, ja. Veš, da malo nekaj mora biti malček narobe z nami. Ja, neki ni prav, ne. Polka gledaš mogoče vrstnike in ostale. Pa ne, pa sej to, da se nama preveč trpljala po ramem. Ne, to čist sklini, a veš. Mislim, meni osebno se zdi pač, da okej. Kaj pomeni, da je pomembno? Ja, mislim, pač vidimo, kje situacija je, vemo, naprimer, na kak način bi zadeve radi delali, torej, kakšne zgodbe bi bilo pomembno povedati, pa jih nišče drug ne. Okay. Vemo, zakaj to, naprimer, v obstoječih medijih ni mogoče, mislim, konec koncev pač preprosto je vedno teže preživeti znotraj njih kot novinar ali pa kakršenkoli ustvarjalec, česarkoli kreativnega. Ob tem pa vemo tudi, da pač družba, v kateri se nahajamo, potrebuje to v smislu, da pač vsi vse spustimo iz rok in gre vsak svoj vrtiček tam, se zapleš, zapre na svojo ograjo in upa na boljše čase. Nič se ne bo spremenilo, nič se ne bo izboljšalo in potem bomo v enem trenutku rekli, zamudili smo ta trenutek, ko bi morali nekaj narediti. Se verjetno smo ga že zamudili, ampak se še delamo, da ga nismo, ne? Ja. Ne bom nič rekel na to. No, ne, pa črto. Ne. Pač, jaz sem Anžeta itak že imel dal link tudi za zapiske. Zakaj pa črto tebi bil cool? Tako kot projekt, na eni točki se vidi, da se dela za mizo, pa rekla, pa črto. Kako bom rekla, to je bila zelo zgodba velikih naključij, kako sem prišla na ta projekt po črto. Ja. In
Na začetku v bistvu moj namen ni bil, se ni bil tako na glavo vreči v ta projekt, zato ker vseeno, kako ne rečem, premorem neke te presoje v smislu, bomo spet išli delati en tak usekan projekt, za katerega vsi govorijo, ne bo vam uspelo in to, kar počnete, popolna norost v tem prostoru in času, a ne? Ampak seveda po drugi strani pa če srečaš enega človeka, drugega človeka, ki prav tako razmišlja o teh medijih in o tem, kar smo že mnogo razmišljali, pa poskušali, pa ni uspelo to, pa ni uspelo ono, pa smo parkrat že vmes obupali in pol se srečata pa dva, ki imata približno, kako ne rečem, komplementarno usekan pristop k temu. Se mi zdi pa da to je pa ta moment, ko je treba nekaj narediti, no. Ni tako, da si rečeš, ne gre, jaz ti lahko tu zdaj pomagam malo s tem, s to 100-letno stranjo, ampak ne gre ta moment mimo, bom jaz počela kaj bolj donosnega v življenju vmes, ne? Ja, kjer sadomazo ljudje smo imeli, glavno, res. Kako sta pa, koliko sta vedela, kaj bo to, pa kaj je pol ratali z tega? Pa ne govorim zdaj toliko o uspehu, jaz govorim čisto o načinu dela, veš kaj, imaš kakšno tako, pa to je čisto anekdoto varianta, veš, na začetku smo mislili, da bomo tole delali, pa po bistvu 3 od teh stvari nismo delali, pa 2 čisto druge stvari. A se kaj tazga zgodil? To se vedno zgodi. Se to, ampak me zanima, kaj bi to lahko bilo, ne? Ker je pač, jaz ne vem, kako razložiti folku, kaj je po črto, tam gor so članki. Veš kaj, ne moraš reči. Ok, mogoče, če zdaj po pol ure porazložimo, o čem pravzaprav govorimo. Torej, pod črto je v bistvu platforma za zgodbe. Ja. In te zgodbe, in to niso zgodbe, ki jih mi pišemo zato samo z idejo, da dajmo informirati ljudi o zelo kompleksnih temah, katerih se lotevamo, ne vem, od v bistvu vprašanja korupcije, zlorabe, porabe evropskega denarja, revščine, socialne zaščite najbolj teh najbolj ranljivih skupin, naprimer. Ampak gre v bistvu za koncept tako imenovanega watchdog novinarstva. Torej novinarstva, ki se ukvarja s tem, da zelo poglobljeno razišče neko zgodbo, vzroke za neko težavo, ki se lotevamo, poišče odgovorne in potem v bistvu vztraja tako dolgo, dokler se ta težava ne razreši, dokler se stvari ne spremenijo. Ni dovolj samo dati ven zgodbe, ti moraš v bistvu delati in obstajati tako dolgo časa in vztrajati, dokler se nekaj ne spremeni. In to je nekak ta osnovni modus operandi tega projekta. Zdaj, seveda, to vrstni projekti v tujini obstajajo že kar nekaj časa, naprimer na Balkanu jih obstaja kar precej, zaradi tega, ker niso v EU-ju. Jaz mislim, da pač je treba vedeti tudi, da dejansko po situaciji z vojno na Balkanu in tako dalje je bilo v bistvu raznim fundacijam in pa financerjem v interesu vložiti pač v nastanek teh centrov za preiskovalno novinarstvo, zaradi tega, ker je pač to eden izmed načinov, kako se ustvarja nadzor v družbi. Torej gre za to, da novinarstvo deluje kot watchdog, torej kot taki nadzoruje centre moči, sistemske zlorabe, ki jih v bistvu ne more nadzorovati nihče drug. Potem je pa seveda na volivcih, na ljudeh, ki delajo na tem področju, na to, da se v bistvu ustvarja potem širši družbeni pritisk in se te zadeve spremenijo. Ampak nekdo jih mora razkriti, ne? Ja. Zdaj Slovenija pač je ravno zaradi svoje geopolitične pozicioniranosti in zgodovinsko pač tu malo padla ven iz tega in dejansko se to ni razvilo in naprimer pod črto je ta projekt, ki skuša to razviti v tem prostoru. Mi se trenutno fokusiramo dejansko na Slovenijo, na tematiki, ki se tičejo nas. Upam pa, da bomo nekega dne dovolj veliki in oziroma, da bomo imeli tudi pač dovolj specializiranih novinarjev, da se bomo lahko lotili tega tako imenovanega cross-border preiskovanja, ker ti lahko sodeluješ z ostalimi podobnimi centri in se lotevaš tematik, ki so širše od pač samo slovenskega prostora, tudi z širšo perspektivo, s podatki, s poznavanjem zakonodaje in tako dalje, ki se je naprimer regijsko za začetek. Ne? Ja, pa tudi korupcija gre čez meje. Ne? Tako je, mislim, zato, ker naprimer, če pogledamo pač, kaj so v bistvu najboljše zgodbe v svetovnem merilu, na eni strani imamo še vedno zgodbe, ki jih piše en novinar pač samostojno, po drugi strani pa se velika razkritja vedno bolj dogaja pač v kolaboraciji velikega števila novinarjev, zato ker so to tako ogromne zgodbe s tako velikim številom
podatkov, akterjev, dokumentov, ki jih je treba pač obdelati in pridobiti, da preprosto ni mogoče, da bi to delal en novinar, ne. Ampak, mislim, mora bi rabi zbišel cel konzorcij ljudi, ki lahko se bo sodelujo. Pa, a veš, tako branost, ne, doseg, doseg, ko jaz nočem govoriti, ker se že spet zelo startupovsko sliši, pa mi je pol tako, ne. Ampak, a si kdaj jezna na ljudi, da pač jih take stvari ne zanimajo? Ne pravim, da jih ne, jaz sem hočem tako povedati, a ne. A veš to, kar so prej, ne, se si to je ful dobro rekla, ne, da pač včasih se je na tabloidih živel, ne. Edini, še kaj zdaj živijo s tabloidi, ne. Ampak, zakaj folk tega, zakaj folk tega pač noče bolj konzumirati, ne? Pa ne samo, to vem, in klej se ful, težko je to govoriti, ne samo poslušaj me, težko je to govoriti. Ne, ampak stvari te bile najprej treba pač vedeti, da to niso najbolj prijetne vsebine. Pač, kaj prijetne? Ja, mislim, na začetku je bil mnogokrat ugovor, zakaj ne pišete, pa še zdaj včasih, zakaj ne pišete bolj pozitivnih zgodb. Ampak, veš... Mislim, tudi, veš, moški brutalno umoril svoja otroka, to tudi ni feel good story, ne? Ja, to pa nagovarja drugo potrebo ljudi po škandalu in krvi in tem... Se to te sprašujem, koliko si žalostna kdaj v življenju, da to folk bolj pretegne k tetra? Nisem. Okay, zakaj ne? Skončno, veš, da rabim kavč. Povej, zakaj te to ne prizadane? Zdaj, če se v bistvu, ne vem, pogovarjamo o zadevah in če se znajdeš med kupom ljudi, ki jadikujejo o tem, kako ni ničesar mogoče spremeniti, kako je sistem zavožen, kako, ne moramo zaupati nikomur, ničemur in potem, ne vem, jim rečeš, ampak hodite na volitve, na referendum in rečejo ne. Ja, okay. To, to naprimer, ne da me osebno prizadane, ampak zdi se mi, a vidimo tu nek problem, ali ga ne vidimo. Ja. Zdaj, če so pa pripravljeni brati naše zgodbe, ali pa ne, veš, to je tako, kot da, ne vem, bi sedeli zdaj in jadikovali o tem, nišče več ni pripravljen brati resne literature. Ja. Vse lahko to počnemo, samo kakšen smisel pa ima to? Ampak, veš, to gre ful kontra tej ameriški varianti, ne, da trg vse določa, ne, pa zdaj se to merno lahko reče, da je to ameriški pač nazor, ne, vse, kar se mene tiče. Ampak, veš, ta del mene pač vedno znova fascinira, ne, da mene jezi v bistvu, zakaj morajo biti, mene jezi, da mora biti pod črto independent zadeva. Ne. V smislu, tako, pa zdaj mene kot nekoga, ki to bere, ne. Mene v bistvu sem jezen, zakaj to ni ali sistemsko urejeno, ne. Seveda to za sabo svoje probleme potegne, ne. Ali po drugi strani, veš, da je to toliko prepuščeno trgu in nevidni roki trga, ne, je pač grozen, ne. Videla sta zdaj oba, danes sem videl, ne, tudi tam že dolgo eno štipendijo, ne, tokrat od Sorosa, to je super, ker tudi slovenski dešničari vejo, kdo je, tako da čestitam. To se bo ful dobro še poznali, kakšnemu mailu. Ampak, ti imaš pa od unga, ki je Ubuntu naredil, ne. Ja, sem dobila od njih. V bistvu Flash Grant, to je enkratna podpora, manjša podpora projektu. Enega modela, ki je zaslužil za Linux distribucijo. Ne? Tako, za kako ne rečem, ki je zaslužil za open source. Ne? Veš, mislim, mene je to super, draga. Mislim, hvala Bogu, da se take stvari podpira, veš. Ampak mene v končni fazi, mene zmeram pol ta del, me malo jezi, zakaj to folk ne podpira, veš. Jaz moraš tudi vedeti, da pri meni bila ta linija, pač RS Mladina Aparatus, ne, a veš, pač... Ampak ljudje so oportunisti. Ja! Mislim, da ne... Pa nočem zabiti, reči, ne vem, obstajajo ljudje, ki so oportunisti, vsi smo oportunisti na nek način, pač ne vem, pričakovati, da bomo v bistvu naredili iz nišnega mainstream, se meni zdi na nek način pač... utopično. Tudi ne vem, če je to naš namen in če je to konec koncu tudi, a bi nas torej zanimalo delati. Ja, no, saj to je pa pol drugo vprašanje. Ampak, znaš kakšen primer, kjer so šli to delati? To resno sprašujem. Ker jaz imam feeling, da pač obstaja, jaz imam tako občutek, da obstajajo neki mediji, to je zelo nehvaležno govoriti, ker pač govoriš v Ameriki, ker je tak velik trg, pa v nekih sajtih, ampak tam so njene par se jih je pa izoblikovalo, ker so nekje vmes, med nekimi, da ni glih ta pro-publika, ali pa neki tazga, ki sta vidva v bistvu, ni pa tudi to, kam zdaj rekel, Business Insider, ki je pa čist kontra. Ne vem, kaj bi dal za primer The Atlantic.
Ja, dobro, to je star medij. Ne, ampak The All, recimo. Okay. A veš, The All se meni zdi neka taka, mi jadramo neko sredino, veš, to so še zmeraj neke zgodbe, še zmeraj si cajt vzamejo, ampak mislim, ti si nekaj je tega venture capitala, ostalo je pa nek advertising denar, pa malo žicajo ljudi, pa evente delajo. Mislim, zdaj mi pri Podčrtu v bistvu zelo ustrajamo v tej svoji smeri, v kateri smo trenutno zaradi tega, ker veš, ko imaš majhne resurse in hočeš nekaj doseči, pač ciljaj zelo točkovno, ne zdaj, mislim, ne zdaj skušati se razpršiti v ne vem koliko smeri, mislim, in potem boš videl. Tudi tako je, mislim, jasno, da že ves čas odkar delava te zadeve, imamo nek plan, kaj počnemo, zakaj počnemo, kaj hočemo doseči, mislim, kako v bistvu merimo sami sebi svoj uspeh na tej poti. Ampak po drugi strani pa je na nek način čar teh projektov ravno to, da veš, ti deluješ 3 korake naprej, zato ker če ne bi v bistvu bil popolnoma paraliziran ves čas, zato ker si pač ves čas trenutek od tega, da boš propadel, mislim, a ne? In na tak način ne moreš nič v življenju narediti, če o tem preveč, mislim, če ves čas razmišljaš o tem, da pravzaprav smo vsi smrtni. Kavč. Ja, ko si že odprl to. Ne, ampak to meni, ne vem, ampak te inner working si mene najbolj zanimajo v bistvu. Mislim, meni je kul, da se video pač tega drži, a ne, tako, vse, to sem skoraj, mislim, ne, da sem hotel slišati, to sem sklepal, da sem slišal, a ne, ampak tako, fascinanten mi je, mislim, meni je v bistvu kul, da imamo ljudi, ki vse živo probavajo. Veš, tudi v Sloveniji, da se je končno to začelo dogajati. Pa še ena stvar, pač, mogoče ne to, kar se financiranja tiče, ampak veš, jaz sem zdaj, te štipendije dobila, to je malo drugače. Videla bi se tako razpisala. Ampak mislim, moraš vedeti, da mi smo se do zdaj večinoma financirali z donacij. Sej to, glih to sem hodil brati, sej glih zaradi tega, pa da pol prijeva zdaj, ker imate glih to akcijo. Ampak rečete za donacije, koliko je, glede na, koliko zdaj že 2 leta, v bistvu, je že, skoraj. Ja, skoraj. Ja, mislim, v tej obliki zdaj smo, mislim, v tem, kar rečemo z povečanem mediju, smo zdaj 1,5 leta, naprimer. Ampak tako, a se ti zdi, da so se počasi začeli izoblikovati, glede na to, da zdaj veš, da bo naslednjič boste prosili za donacije, pa pol donacije pridejo dejansko. A imaš občutek, da se je počasi začelo, kot sem prej rekla, ko imajo etablirane hiše, saj zametki enega kolesja začelo ustvarjati, enega procesa, enega cikla. Se vem, da je po letu pa pol, pa 2 je to prehitro reči. Ampak jaz smo pa aparatusu vidim, zdaj, ker so že to že skoraj ta 3 let, ko že malo vem, kam pes taco moli, saj za pol leta vnaprej, ko bo treba tavati. A že je kaj tega, da sta malo bolj merna, kar se prihodnosti tiče, ali ne? Ne bi rekla, da se zdaj tukaj ravno upamo na nekih lovorikah zibati, ne? Ne, pa ne se ne ziba. Mislim, pač ene stvari že veš, večino stvari, ki smo jih na tem projektu zdaj počeli, to je bilo pač čisto testiranje in nekatere zadeve se niso obnešle, nekatere zadeve so šle točno v nasprotno smer, kot smo si predstavljali, da bodo. Zato, ker konec koncev vse veš, naprimer, ne vem, ene stvari, veš, kako se delujejo mediji, kako se dela vsebine, veš, ne vem, kako ne bi se delalo z bralci, konec koncev, ampak po drugi strani pa ni nobenega recepta oziroma recepti tudi nikoli ne delujejo, tako da bi rekel, bi šel k svoji stari mami po recept za to dobro torto, ki je vedno speče in jo skušal doma narediti, ne bi uspela, ne? Ne vem, mislim, moj princip delovanja pri teh zadevah je, da je pač, mislim, da je treba v bistvu razmišljati zelo v skladu s to agilno metodologijo delovanja. Pač, mislim, delaj kos po kos zadeve, ki jih, mislim, ki veš, da vodijo, mislim, da gradijo ta tvoj sistem, to tvojo rešitev. Zdaj ne skušaj pa v bistvu narediti vsega hkrati, pa ne skušaj vsakič doživeti histeričnega napada, ko se zgodi, da neka stvar ne deluje, veš, ta moment tega, ne vem, tega deploya v razvojnem okolju, kjer damo zadevo produkcijo in potem vse pade. Mislim, pač treba, to je dobra izkušnja, če se kdaj dela v tem okolju zaradi tega, ker potem veš pač, da ni konec sveta vsakič, ko eden idejček ne deluje. Če vse ne deluje. Ja, mislim, to se zelo redko zgodi. Ne, ampak sej te izkušnje, ampak veš mene, jaz resmo, če bi me, jaz nisem v bistvu, jaz zmerno rečem, da golfanka pač v tujini gledam, kako te, pač ki jih zdaj že malo poznam, kako delajo oni podcaste, pa imam tam vsaj nek roadmap, pa veš, kam bi to lahko šlo, pa kva se da delati. Kaj pa vidva gledata? Ja, mislim, midva seveda gledava tudi zelo dosti, kaj se dogaja v tujini, kaj delajo drugi projekti, mislim, tudi konec konca pogovarjamo se z ljudmi, ki delajo podobne stvari, ampak je tako, da, veš,
na nek način nihče ne ve. Mislim, to, to ne vem, jaz sem sedela tudi na konferencah in podobno z CEO-ji, ne vem, Guardianov in The Timesov in veš, pač ljudje, zatestira se in se ugotavlja, kaj deluje, kaj ne deluje, na kak način je treba stvar potvikati, da bo delovala, ali pa v bistvu reči v enem trenutku, ok, pač to očitno ni možno, dajmo nekaj drugega, ne? Mi vemo, mi naprimer vemo, na kaj pri svojih bralcih ciljamo. Dejansko na takšen projekt, če ciljaš na bralce, pač ti ne delaš več z bralci, ti ne delaš več s publiko, ti delaš s communityjem. In zdaj načela grajenja communityja okoli česarkoli, okoli neke rešitve, okoli nekega programa, okoli prostora ali pa okoli medija ima pač neke svoje zakonitosti. Vse traja. Vsaka zadeva traja in pri mediju stvari trajajo že v osnovi, zaradi tega, ker brez zaupanja bralcev in ljudi, ki delajo s tabo, pač ti ničesar ne dosežeš. Ti moraš dovolj dolgo časa kontinuirano, zanesljivo delati, zaradi tega, da boš začel prihajati do dobrih virov na eni strani in zaradi tega, da boš, in se tu vzpostavil, in pa na drugi strani, da bo v bistvu gradil ta odnos z bralci. Pri nas, torej z bralci in donatorji. Potem pa v našem primeru pa gre tudi za to, da dejansko na eni strani pa mi smo nekje vmes, torej mi spostavljamo na drugi strani tudi odnos z medijimi, obstoječimi, zaradi tega, ker konec koncev sodelujemo z njimi na način, da soobjavljamo zgodbe, ki jih damo mi ven v drugih medijih, kar je pač nam pomembno, predvsem to, da zgodbe pridejo do pravih ljudi, torej da jih prebere čim več ljudi in pa da jih preberejo pravi ljudje. Torej ljudje, ki so dejansko na poziciji, da te stvari spremenijo oziroma se jih lotijo, ne? Tako mora biti watchdog journalism. Tako je. To si rekel z takim cinizmom. Pa jaz to pa se to je vse, meni to vse fajn. Jaz sam pravim, da meni je cool, ker se mi zdi, da pač v Sloveniji pač videl sta, če pač čist na eni strani spektra tega kontinuuma, kjer se dogaja kakršnokoli novinarstvo, razumeš, ne? Mi je fajn, da je tudi to, da bomo vsaj videli, kam se da, pa kam se ne da, veš. Ker prej pač ni bilo tega, si moral etablirane pa kakšne manjše, to je bilo pa to več, ne? Jaz mislim, da v tem nekem smislu pač je treba ohraniti, ne glede na razmere, v katerih smo in naše prekerne pozicije v življenju in tako vse to dalje, nekaj poguma za eksperimentno, zaradi tega, ker če v bistvu vsi samo čakamo, in naprimer to se normalno dela, pač vsi čakamo in gledamo, kaj počne v tujini in kakšen model bo uspešen, zato da ga bomo mi prekopirali sem to ne deluje na ta način. Ja, na internetu ne, Ne, tudi druge ne, zaradi tega, ker pač, vsaka stvar, pri kateri gre za vsebino, ki je normalno pri nas potem v slovenskem jeziku, že to totalno spremeni logiko celega projekta, zato ker so dosegi pač toliko manjši. In tudi, naprimer, ne vem, v tujini obstajajo pač blogi, ki so pisani v angleškem jeziku, ki imajo večji doseg kot pač naši največji mediji v Sloveniji. Ne? In potem, če mi gledamo njih in rečemo, ampak oni pa se uspejo financirati z, ne vem, donacijami bralcev, in to mikrodonacijami po, ne vem, $1, in delajo ne vem kakšno produkcijo vse. Ja, dajmo malo razmišljati, pač, zakaj gre in na kakšen način, in da ni to nekaj, da bomo mi to sem prekopirali in potem rekli, čudno ne deluje. To sem jaz temu iz Economista rekel, ker sem z njemu govoril, da oni golfajo, ne. Ker je to 90 Angležev, ki imajo pa milijon naročnikov v Ameriki. Ne. To je pač, to ni, to se da, ne. Ja, ampak po drugi strani pa spet, ne, je treba vedeti, da z zadevami, ki so v slovenskem jeziku in z zadevami, ki se tičejo direktno našega prostora, pa ne bo to v političnem smislu ali v kulturnem, se bomo ukvarjali samo mi. Ja. Veš, ne moramo zdaj pričakovati, da bo prišel nekdo od zunaj in rekel, gled teh 2 milijona ljudi, ne, kako bi bilo fino, če bi se njim razvilo, ne vem kaj. Ja, New York Times, ko mi čaka, da bo odprl Slovenija desk. Ja, pa tudi, če bi bi v bistvu nam servirali tu prevedene njihove vsebine, ne, to tudi ni to. Tako da, tu gre za to, a se zdi nam tukaj dovolj pomembno, da to hočemo. A smo to pripravljeni početi in po drugi strani, a ste vi bralci tam na drugi strani ali pa poslušalci pač to pripravljeni podpirati na kakršenkoli način, že zbiramo to podporo, ne? Ja. Zbiramo podporo, kakšen lep segoj. Ne, to si ful lepo povedala, zdaj bova pač vse uničila, ne, ker bova začela temu. Ne, ampak, jaz sem se takrat, ne, ker je bil že res dolg cajt nazaj, se ne moram spomniti, daj. To je bilo tam začetek 2014, se mi zdi. Ne. Ja, mi da še nisva sodelovala. Ja, takrat je še solo. Ja, jaz sem pa takrat ful razlagal, ne, pač, da je v Sloveniji ful težko denar dobiti od ljudi na netu, ne, ker pač meni ni navajen pač plačevati
preko neta, tako čisto prek neta. Pa ste pa vi v bistvu šli, imate pa kar ene par opcij, pa ljudje očitno donirajo, sem ste imeli črtico, ki leze, tako da ljudje dejte, da ne treba tega da reči. Ampak v smislu, to me samo zanima tako tehnično, pa zdaj, ki si ti zran, ker skaj pa nas imela ti tudi prste vmes, ker kako jaz poznam že ta njevsko internet, mislim, računalniki so njemu škratje, ampak nekaj počnejo, Ampak tako, ker je, ta del me zanima, koliko je šlo čist razmisleka, pa zdaj res govorim samo o tem, kako sploh od ljudi denar vzeti. Ja, mislim, tu je, kako ne rečem, jaz sem delala na kar nekaj projekti, kjer smo se ukvarjali s tem, kako v bistvu sprogramirati ali pa integrirati vmesnike, ki bi omogočili pač to, da ljudje neke vsebine plačujejo. Ne vem, veš, v medijskem svetu je že nekaj let ta paradna disciplina, tako imenovana Digital First, kjer se je pač veliko delalo na tem, kako v bistvu vsebine začeti ustvarjati za digitalno okolje in kako na njih zadržati bralce in kako od bralcev tam pobrati denar, ali v obliki pač oglasnih prihodkov, ali v obliki naročnin, ali v obliki servisov, pač večinoma v povezavi vsega tega. In zdaj, tu je ena zanimiva anekdota, delali smo na enem projektu integracije ene v bistvu tuje rešitve, ki se iz različnih razlogov ni obnesla potem. In samo za Slovenijo je bilo treba v bistvu notri integrirati možnost, da bodo ljudje plačevali zadeve prek bančnega nakazila. To je samo prvo. Ja, to je samo prvo. Zato imam jaz samo ta lastnik te rešitve, mislim, je bil pač, pa kako to mislite? Ja. In tudi, naprimer, pri nas je še vedno tako, da 50% donacije je še vedno bančno nakazilo. Ampak zdaj treba zadevo pogledati v širšem kontekstu, torej, da pač pri nas v Sloveniji do tega trenutka je bila uporaba kreditnih kartic silno nizka na nek način. In situacija se zdaj spreminja. Zaradi tega, ker so banke v bistvu začele namesto bančnih kartic vsem svojim komitentom deliti debetne in mislim kartice, mislim tako. Ampak po drugi strani pa spet mislim, to je špekulacija, ampak na nek način je verjetno to vplivalo na globino krize, v kateri smo se znašli, zaradi tega, ker ljudje niso imeli kreditnih kartic in se niso uspeli še na tej ravni čist gole potrošnje totalno zakreditirati in bankrotirati. Pač nismo Američani, hočeš reči. Ja, ampak in pač če ljudje kartic nima, torej logično, da tudi ne uporabljajo PayPala, po drugi strani je pač zaupanje do česarkoli, kar se dogaja na spletu, še vedno precej nizko. Tako da, mislim, to nekako skupaj v seštevku potem pripelje do tega, da ljudi ni tako enostavno pripričati do tega, da bodo karkoli plačali ali naročili prek spleta. Po drugi strani pa spet naslednja stvar je to, kar si ti govoril, torej to ta nerazvita še oziroma kultura, ki se šele razvija v smislu dajmo donirati. Mi smo mogoče močni v tem, da doniramo takrat, ko moramo urgentno rešiti neko situacijo, pa mislim, in je veš ta fokusiran, mislim, vsi damo združiti svoje moči, ne vem, rešiti zadevo tako, da bomo zdaj, ne vem, zbrali neko določeno število stvari, ali za begunce, ali za revne, neko hrano, ali pa nek denar. Ta akcija nam nekako še gre, ampak to, kjer pa bi morali v bistvu mi kontinuirano podpirati neke projekte in jih v bistvu vsebine, razvoj, to pa je nekaj, kar pričakujemo, da bo naredil nekdo drug, po možnosti država pač. In seveda po moje ne smemo pristati na to, da se v bistvu vsa odgovornost, da vse, torej za reševanje socialnih problemov, za reševanje kulture, za reševanje medijev, za reševanje po možnosti še zdravstvene oskrbe prenese na ljudi in to, da bomo vse crowdfundali in crowdsourcali, ker je to pač popolno sesutje sistema države, v kateri ne bi živeli, ne? Ja. No, naprimer, mislim, to je še čisto. To je dobro, da pri nas ni libertarcev, recimo. Vsaj teh debat ni treba imeti. Ne, res, ker mi imamo nastavke za to, da se to dejansko zgodi. Ja, veš, da se bo zavedali, da se ni treba vsega crowdfundati. Ampak to je druga debata, ne bova, ki bo preveč zabredla. Zdaj pa še ena stvar, pa greva pa na zadnje vprašanje, ki se jih vedno vsi veselijo. Zakaj si toliko domača na internetu in zakaj ne na Twitterju? Domača na internetu. Torej, mislim, ti moraš vedeti, da pač jaz sem se precej časa ukvarjala dejansko z načrtovanjem rešitev, torej večinoma za medije, torej spletnih rešitev in zaradi tega sem domača v tem okolju
Ja, no, pa to je važno, to je meni važno, ta pismena, jaz nimam več potrpljenja za folka, ki nima. Pač res, mislim, ne, da si ta generacija, ali pa Bog ne da si mlajši, da priš, pa da ne znaš, ne vem, da ne veš, ne znaš 2 CMS-jev iz glave reči, sploh ne da se več pogovarjati. Ampak mislim, to moraš vedeti, da mi smo v takem, kako nečem, v takšnih poklicih, da je to nujno. Zdaj ljudje... Se govorimo o teh poklicih. Dobro, to je drugo. Ne, na splošno, novinar. Študent novinarstva. Mislim, jaz sem dejansko pač vodila razvoj projektov digitalizacije za medijske hiše, naprimer na Delu sem delala kot namestnica vodje spletnega razvoja, tako da mislim logično, da moram biti nekako fluent v teh zadevah. Kar se pa tiče tega, zakaj nisi aktivna na Twitterju? Pa ne samo na Twitterju, se mi zdi, da ti nekako se zmerom izogibaš pod socialu, a ne? Res je. Zaradi tega, ker ne maram imeti velikega digitalnega odtisa, tako neogličnega. Okej. Vem, sem vse to ni isto, ne. A veš, mislim, biti na karkoli na družabnih delati, pa to, da nočeš biti na Gmailu, pa na Facebooku, zaradi tega, ker pač ti pa ne vse uporabljam, mislim, jaz uporabljam vse te kanale, konec koncev po službeni dolžnosti. Sam po drugi strani... Ta del mene mot. Ampak po drugi strani pa se mi zdi malo vprašljivo, da v bistvu pristanemo na to, da zato, ker delamo stvari, ki jih delamo v življenju in zaradi tega, ker potrebujemo publiko, s katero komuniciramo te zadeve, da v bistvu moramo pa vsi iz sebe narediti neke spletne persone. Ne! Jaz pa viš, kle se ne bova strinjala. Ne? Jaz pa mislim, da na netu samo to pali. Jaz mislim, da bi bila Taja, ne, pa Anže, ne, realno gledam, lahko več vrednega podčrta. Znalo bi biti, da res, ampak ne več vredna, sorry, samo da se popravim. Bolj učinkovita na netu. Seveda, ampak a res hočemo na to pristajati? Pa ja. Mislim, ker to je v bistvu pristati na to, da je naprimer intervju, ki ga daš ti za en tabloid, mnogo bolj efektiven, če si naprimer, ne vem, se ukvarjaš v Sloveniji z gledališčem ali filmom, kot če ga daš za sobotno prilogo. Mislim, veš, to je pristajanje na to, da pač vse je treba personalizirati, vse je treba povedati kot svojo osebno zgodbo. Vem, ampak veš, moj kontraargument temu pa je, da če se bojo personalizirali sam douchebagi, bo še slabše. Če se pa ne bojo personalizirali ljudje, ne, na netu, ki mogoče, tako kot si na začetku rekla, to delajo zato, ker nam je to pomembno. Ne. Če ta folk ne bo na netu, bo res sam douchebagi na netu. In se pol to dogaja. A veš, meni je Twitter najlepši peskovnik ever, ker pol tudi vidiš, kaj se zgodi moronkotom, ki dobijo 10,000 followerjev. In kakšne pol pišejo. Ja, in je žalosten, da ni normalnih ljudi več, ki bi to kolagalo tisto. Ja, ampak po drugi strani pa pomisli, mislim, koliko časa te ljudje vložijo v to, da mi počnemo druge stvari vmes. Ja, jaz tudi, jaz tweetam pa ne tweetam kot norc, ne. Ampak realno gledano, veš, je pa tako, ne, če imaš ti tam, da si ti tam nekaj, ne, pomagaš od organizacijo oziroma projektu, v katerem pač sodeluješ, delaš, slejš počrta. Mislim, ja. Sorry, se ti ful težim, ampak to me res zanima, ker jaz... Ne, mislim, vse te stvari vsi vemo, mislim, in konec koncev še bolj kot to deluje osebni stik. To, da ti v bistvu govoriš z velikim številom ljudi in tebe sreča osebno in vidijo, kdo stoji za projektom, ki ga dela, mislim, to je v bistvu najpomembnejši element vsega skupaj, še vedno. Yes. Mislim, čeprav se v bistvu na nek način pač zanašamo na to, da Facebook, Twitter, ta personalizacija tam, tudi tam vidijo ljudje, kdo stoji za projektom, do določene mere, ampak mnogo manj efektivno. Jaz že spet ne vem, koliko je res. Mislim, ko prideš do točke, kjer je tvoja publika, ki jo nagovarjaš, že v bistvu presegla nek platform. Takrat tam, kjer v bistvu je nemogoče s temi ljudmi komunicirati osebno drugače kot prek socialnih omrežij. Mislim, kot rečeno, jaz na to gledam kot na kanale. Pač to so kanali komuniciranja, tako je zdaj kanal, način komuniciranja to, da mi da sediva tu čez to mizo, pač mi komuniciramo po enem kanalu. Ampak ne vem, mislim, to je v bistvu pač rečemo temu moja osebna težava, ki bi lahko na kakšnem kavču rešila. Ja, okej. Ampak to sem mogel vprašati, to sem mogel zatežiti, ker se mi zdi, da to tako, kaj iz sebe vam gledam, pa lahko, da nimam prav, sploh ne rečem, ampak to meni pod črto mi manjka. Meni psiček, se je lepa grafika, pa zdaj ta piškotek, mi manj pomeni, kot če bi videla pač več bila angažirana do nas, ki vas beremo. Tako bom rekel. Ne smeš nič reči, ker drugače bo zabredla. V glavnem,
Zadnja vprašanja, Ne aparatusa. morem verjeti, da ne morem ugovarjati. Ja, jaz navržem kot teorijo, ti si povedala, pač, kako to razumeš. Jaz pravim, da lahko da nimam prav, lahko da imaš ti prav, da je to sam kanal, da ni to efektiven, ampak jaz zadnje cajte. Pač, Ne, jaz se strinjam s teboj, Ja. jaz pravim pač, mislim, da osebno bi se tem. Veš, tudi to, naprimer, da sedim s tabo tu, je, kako ne rečem, proti mojim osebnim prepričanjem. Torej, razumem, ker je treba govoriti, vse ta del veš ti štekam in je creepy, to je tudi zame, kada jaz sem bil pa čist narejen za tole, res nisem bil, a veš, ampak se da, jaz mislim, da se pač na internetu, tudi ta, kar se te personifikacije tiče preko državnih omrežij, se jo da pač prav delati. A jaz prav delam, ne vem, jaz jo zase prav delam, a ne, jaz pa sam mislim, da je treba delati. Sej, mislim, se strinjam, ni recepta, pač mislim, vsaka oseba, vsak svoj projekt, mislim, konec koncev vsak v bistvu razvija prek teh kanalov svoj glas, za vprašanje, kaj je tvoj glas. Sej. Fajn, jaz sem pravim, da če bi videla bolj glasna, bi bil še kakšen na naši strani. Mogoče bo, mislim, mogoče se bo razvila to smer, kaj pa veš. Okay, čez eno leto razpravljala o tem. Okay, bomo videli. To sem zapomnil. V glavnem, tvoja strojna in programska oprema. To je najbolj dolgočasno vprašanje. Mislim, ne, to je jaz ni lahko dam najbolj dolgočasen odgovor na to, zaradi tega, ker mislim, če pa zakaj nisem za gadžete. Telefon imaš ogaben, to sem videl. Kaj imaš to? Telefon imaš, ne morem verjeti, sem kar malo ogorčen. Pa second hand je. Ja. Kaj pa imaš? Ja, povej. Kakšen računalnik uporabljam? Ja, ne, povej se telefon točno, kjer je. To sploh veš. Ne vem, LG, star 100 let, kaj zdaj? Sploh ne vem. Nič, nobena aplikacija ne dela razen... Ja. Nobena. No, zdaj vem, kaj da ni na Twitterju dosto. Glavno, kje računalnik uporabljaš? En prastar, HP, 6730S, mislim da. Ja. Okay. A je Ubuntu gor? Ja. Ja, to so se enkrat pogovarjali, ko sem nekaj za Skype sprašvala po mailu. Ja, okay. To. In še vedno ustrajam na tem Ubuntu, čeprav vsakič, ko moram stopiti v stik z davčno upravo oziroma zdajšnjim fursom. Obolim, ja. Vzame mi nekaj dni življenja, po mojem. Ja, verjamem. Ja, tam so vinci zakon, ker korporat. Pač, ja. A tablico imaš kakšno? Ne. Kindla? Ne, jaz berem knjige v fizični obliki. To me nikoli ne zanima. Ne, to jaz ne pristajam več na to. Grozen si. Ja, vem, ampak res, prah, se to ljudje, ki to redno poslušajo, vejo, kaj pomeni. Pa kar se Apple tiče, že to v bistvu te nam za telefon, te sploh nam ne sprašal, ampak tako na Ubuntuju, imaš kakšno stvar tam, ki jo redno uporabljaš, pa ti dobro dela? Tako res ob nekaj, ki veš, da je mogoče, ki je sam Linux saška ali pa veš na to fora. A si tam noter kaj najla poreg, se Ubuntu bom definitivno napisal, ker po mojem si drugi človek, ki je na Linuxu od 115, ali ne vem, kjera cifra si ti, ne. Ampak realno gleda, kaj na Linuxu uporabljaš, kjer je res epsko pač. Mislim, ne, jaz delam za zelo primitivno programsko opremo. Ja. Ne, pa se to ni slave. O čemu pa pišeš tam, recimo? Pač pa LibreOffice. OpenOffice ni več kot OpenOffice je zdaj Oracle. Ja, ne uporabljamo več. Ja, sledim prav. Sej to vse v Libre to delam. Tako da, ja. Ok, ne, sej, Ubuntu je v bistvu iskren kleč iz dos, ker jaz sem, za monitor sem pisal pač o distrotih, pa sem ga nekaj cajta celo uporabljal. No. In je dejansko proper operacijski sistem. In je škoda, da ga ljudje več ne uporabljajo. Jaz sem ga celo parkrat ljudem, ki so rabili za svoje starše ali pa za babice, tako komp, pa niso imeli denarja za Vince, sem pa dal neko verzijo, mislim, da sem Mint dal gor od Linuxa, ki zgleda tako kot Vinci, pa na Firefoxu, ko napišeš internet, pa ben ne ve, da ni Vince. To je moja taktika. Ampak ja, ta zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Če bi mogla izpostaviti eno fizično stvar, ki ni človek, se pravi, ne more biti babi, ki misliš, da je bila narejena zate, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več, kaj bi to bilo? Ja, če me sem predvsem ugibam prevelikemu številu predmetov v svojem življenju, ampak če sem za predmete, sem za tiste, ki so zložljivi, lahki, hitro sušljivi in jih je mogoče zložiti na hrbtnik. Ok. Ampak eno stvar moraš reči. Tako eno. Da lahko nekaj napišem, pa zmerno tako napišem omiljena oprema dvopičje. Kaj je za unim dvopičje? Dober šotor. Šotor, fair enough. A unke se sam sestavil, to sem zdaj videl, da je full hit. Ne, ta šotor ne zdrži resnih obremenitev, pa tudi ne da se ga na malo zložiti. Ja, ampak kam hodeš v hribe, to povej. A to hodeš v hribe, hodeš v gore, to je edino. Ja, to je edino. Ne.
Nič od tega. Ja, ok, sem mislil, da tako ne, ker sem mislil, da pač obremeniti, kaj se je, hočeš na minus 25. Ne, mislim, pač to je ta travel light, mislim pa na kolo mora biti mogoče, da še od te pripet, tako je. Pa ima zdrava kolena, blagar tep. Najlepša hvala, ker si bila v Aparatusu. Me veselila. Čau. To je bila 115. epizoda Aparatusa. Tajo najdete na Twitterju pod afna, ta je top in ker ga ful malo uporablja, dajte ji malo težiti, ker nekaj napišite, hej, ti si bila pa v Aparatusu ali pa neki. Drugač pa jaz sem na Twitterju afna anzetto, tako da mi tam težite. Drugač pa kot vedno, ful hvala vsem, ki podpirate Aparatus, ful hvala unim, ki boste to še naredili, to pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri oziroma na /salca. Res, vsak evro proprije, to vem, da vedno rečem, ampak to sem zato tokrat rečem, ker je to iber res. Hvala, ker ste poslušali, to je to do naslednjič. Čau.